Živjo! Že veste, kam sem namenjena? No, lahko vam dam par namigov. Če rečem nov športni center, ali pa mogoče vam ime Stanko Blodek in pa brata Gorišek kaj pomeni? Zdaj, če pa omenim Petra Prevca, potem pa zagotovo veste, kam se zdajle peljem. Seveda, kam drugam kot pa v Planico. Tam sem bila dogovorjena s Katro Komar, mlado nadarjeno smučarsko skakalko, za katero ste mogoče že slišali ali pa zagotovo še boste. Katra je članica smučarsko-skakalnega kluba Bohinj. Za njo je uspešna sezona in mi smo se ji pridružili na enem izmed zadnjih treningov letošnje zime. Čeprav dekleta na planiški velikanki še ne skačejo, pa se pogumno podajo na 90 in 120 metrsko napravo. Strah zanje ne obstaja. Kot nam je povedala Katra, ko si enkrat ušpuri, poti nazaj ni. Takrat je potrebno samo skočiti. Malo je adrenalina, srce ti kar nabije ti srce, tako da kar fajn občutek, pa ko priješ dol, pa vidiš, da ti neki rade. Katra prihaja z Bohinja in za njihovo hišo na Polah stoji manjši skakalni center. Veliko skakalcev je svoje prve korake v svetu smučarskih skokov naredilo prav tam. Že kot majhna deklica jih je hodila opazovati, nato pa jo je njen sedanji trener Brane Iskra povabil, naj se tudi sama preizkusi in od takrat je minilo že 6 let. Skoki pa vse do danes ostajajo njena ljubezen. Nismo prav dolgo v zraku, ampak kar tako traja včasih. Tako fajn je, ko čutiš smuče pod sabo, pa malo ti piha včasih. Tako fajn je. Kaj pa je tisto, ko ti je najbolj všeč pri skokih? Ko greš malo dol, ko te res tako lepo odnese, pa veš, da si dober skok naredil. Imaš prav občutek med skokom, že veš, da to je to? Ja, že ko prideš z mize, vam veš, da je to to. Aha, se pravi, tem je vse v mizi, od skoku. Ja, v bistvu se moraš z rampe prav spustiti, da priješ prav v mizo, pa tudi odskočiti moraš pa. Pa tudi v letu moraš veliko delati, če hočeš dele skočiti. Kaj pa je recimo po tvoje tisto, kar mora en dober skakalec imeti? Fizična pripravljenost, psihična, kaj še? Ja, mora imeti vse pošlihtan, ker če ti recimo v šoli ne gre, pa je ponavadi tudi pri skokih ne gre. Aha. A to iz lastnih izkušenj ali kako? Ja, tako nasplošno. Aha. Pa ne vem, tako, mora biti vztrajen pa trmast, ker ne gre skozi dober format, tle skozi njiha. En dan lahko zelo dobro skačeš, drug dan se ti lahko vse sesuje, moraš biti kar vztrajen. To, da si vztrajen in ohranjaš glavo na pravem mestu, ni dovolj. Poleg vsega so za dobre skoke potrebne še odlično pripravljene smuči in ostala skakalna oprema. No, tole so naši skakalni čevlji. Imaš klipsno, pa štirence, da lahko zategneš, da ne padeš iz čevlja ven. Ja? Tlele spredaj je za to, da lahko noter rokov daš in pa zapreš klipsno. Ja? Tlele zadaj gre klinček noter, da se zaviješ noter. To se na rampi narediš in potem se gremo. Parkrat moraš preveriti, da imaš za Petre. Ja. Da te ne zuje. Pri dresu je lahko zelo različnih barv, ker je vsaka barva ima svojo prepustnost pa hitrost. Naprimer, jaz imam srednjo hitrost in imam zato turkizno pa rumeno. Aha, se pravi, potem je odvisno od barve dresa, hitrost oziroma prilagodijo. Prilagajaš se na način, tako kar skačeš. Pa moraš poštudirati, katera barva ti ustreza. Oprema se vsako leto izboljšuje in skakalcem omogoča daljše in seveda čim bolj varne skoke. Tudi čelada ti mora biti prav, da ti ne pade iz glave. Mora imeti posebno nalepko, da je potrjena pri fisu. Drugače ne smete tekmovati? Drugače te ne stigne. Aha, diskvalificirajo. So kar stroga pravila, ne? Kar. Kaj vse upoštevajo? Ja, velikost dresa, če ti nekje preširok, pa imaš to nalepko, rokavice ne smejo biti prevelike, čevelj ne sme biti prevelik, pa v redu kilažo moraš imeti glede na dolžino smuči. Da skakalci ničesar ne jedo, seveda ne drži. Katra pravi, da moraš pri prehrani le najti pravo ravnovesje in tudi ona se tako kot mi vsi kdaj pregreši. Moraš biti lih prav, ne smeš biti premalo, ker pa ne moraš lih tako dobro odskočiti, pa tudi ne počutiš se lih dobro. Če si pretežek, tudi ni v redu, tako da moraš najti tisto ravnovesje. Biraš tisto hrano, ki je bolj zdrava, da ni toliko mastna. Če se merkeš, pa je tudi tako v redu. Tudi kdaj se kje pregreši. Ja, itak, pregrešiti se moraš kdaj pa kdaj, ne?
V tej sezoni se je Katri vse poklopilo, vztrajno se je obrestovala in izdala je uspeh za uspehom. Na kateri dosežek pa je najbolj ponosna? Mojem na solo kolajno iz IOF-a, ker takrat sem pa res sestavila 2 skoke skupaj. In je dober občutek. Ja. Kaj pa za naprej, kakšni so tvoji cilji? Ja, rada bi šla enkrat na ta pravi olimpijske igre, pa v svetovnem pokalu, pa na kakšen svetovnem prvenstvu še. Glede na slišano in videno, nam za skakalni podmladek res ni potrebno skrbeti.